Moje ime je Sara Hiti, sem solastnica in direktorica marketinške agencije Spark. Pri nas se ukvarjamo s tem, da podjetjem, ki visokocenovne storitve in produkte dajejo na trg, pomagamo do kakovostnih povpraševanj. Sem tudi mamica 10-letni hčerki Eli, v prostem času pa rada hodim na sprehode, rada sem v naravi, na kakšnem izletu s hčerko, najpogosteje me na kakšni kavi takole najdete s kakšno dobro knjigo v roki, pa zelo rada grem kam ob vodo. 20 let nazaj, ko sem še študirala, pač zanimivo je to, jaz sem študirala kadrovski menedžment. In že med samim študijem jaz nikoli nisem imela prav občutka, da bom kdaj delala v kadrovanju. Niti ne vem čisto točno, zakaj sem si to pot takrat zbrala, se ne spomnim. Mislim, da je to bilo malo povezano s tem, da je bil študij na FDV-ju in mi je omogočil, da sem delala zraven. Meni je bilo to najbolj pomembno, ne? Ker sem vedno verjela, da se bom največ naučila, pa največ izkušenj dobila tako, da preizkušam različne službe, različne priložnosti, zagrabam in vse ostalo. In tudi, ko sem šla študirat z namenom, kaj lahko študiram, da bom lahko dosegla vse te izkušnje. In to mi je tudi uspelo. Tako da jaz, ko sem enkrat diplomo imela v roki, sem vedela, da nikoli ne bom kadrovnica. Sem vedno sanjala, da bom imela svoje podjetje, pa da bom bila direktorica. Sicer takrat sem imela ful tako romantično idejo v temu, ne, ker zdaj pa direktor lahko dela pa karkoli želi, pa karkoli hoče, pa s komorkoli hoče, pa ful je fajn, pa vsi te poslušajo, pa lahko ukazuješ. Tako sem ti to predstavljala takrat. Nikoli prav zares pa nisem imela ok, zdaj hočem pa delati točno v tej branži. Te želje nikoli nisem imela. Pač vedela sem, hočem biti ta glavna. To mi je bilo the best. Biti ta glavna. Sicer so se pa te ideje kasneje razblinile, pa sem v neke druge branže zaplavala, ampak se mi zdi, da ta notranja želja je očitno še vedno ostala, glede na to, da sem danes tukaj, kjer sem, ne. Mislim, največja razlika med tem, kako si nekdo predstavlja, ko bo bil direktor, in med tem, ko dejansko potem je direktor, mislim, da je največja razlika v tej odgovornosti. Mislim, da ti nobeden ne zna čisto točno razložiti, kakšna mera odgovornosti je potrebna za to, da ti dejansko lahko pelješ zadevo naprej. Ker konec koncev si odgovoren za ekipo, za to, kam se biznis pomika, kakšne odločitve sprejemaš. Praktično vsaka odločitev, ki jo vsakodnevno sprejmeš, gre lahko v napačno smer. In včasih je pač teža tega ful velika, pa tudi za mindset zna biti včasih ful obremenjujoča, ne. Tako da tle je recimo tista največja razlika, ki se pozna. Saj še danes, še vedno je ostalo to, lahko delam praktično kadarkoli želim, s komorkoli želim, ampak delam veliko, ne, pa tudi ti s komorkoli želim, moram včasih malo zbirati, pa kakšen kompromis včasih vzeti, ne, ni čisto vse tako rožnato, kakor si človek predstavlja. Sam ne bi pa zamenjala. Jaz mislim, da se ne bi dobro znašla, če bi bila zdaj nekje zaposlena. Največji strah bi rekla, da je to, ali bom zmogla, ne bom drugače rekla. Pač moj največji strah je bil najbolj povezan s tem, da mogoče ne bom zmogla najti pravo klientelo, s katero delamo, poslovne partnerje, s katerimi bomo delali, ker konec koncev je to odvisno od tega, ali imamo dovolj kapitala in če lahko konec koncev vzdržujemo ekipo, ki jo imamo, pa vse stroške, ki so v ozadju. Tako da recimo 2 leti nazaj, ko sem jaz prevzela tudi direktorstvo, mislim, da je bil to moj največji strah. In ta strah se je pol potenciral že sam zaradi tega tudi, ker sem jaz mogoče malo control freak po duši in sem hotela tudi kontrolirati vse zadeve. Jaz sem ugotovila, da me to nikamor ne pripelje in da sem konstantno pod stresom, tako da sem se mogla tudi naučiti malo spustiti stvari, pa malo zaupati, pa tudi dati čim več nekega zaupanja pa avtonomije moji ekipi, ker sem pač ugotovila, da mi tudi oni lahko pri temu pomagajo, ampak ja, to mi je bilo na začetku najhujše, kot da učim se zdaj to nekako spuščati, če lahko temu tako rečem. Ja, jaz tako, ko pogledam za nazaj, saj ne vem, če bi kaj spremenila. Res je, da sem imela zelo velikrat ful slabo vest, ko sem mogla, pač namesto, da sem se jaz ukvarjala z mojo hčerko, ki je bila takrat še zelo majhna, ko sva s Filipom Peskom, ki je ustanovitelj pa solastnik še vedno. Ko sva štartala to podjetje, takrat je bila Ela še majčkana, kaj stara je bila
3 leta, 4. In ja, takrat je bilo veliko nekih trenutkov, ko sem čutila neko slabo vest, ker enostavno sem vedela, da ne morem biti na 2 stolčkih 100%. In ko sem bila recimo z njo, sem razmišljala o podjetju, sem imela slabo vest, ko sem bila v podjetju, sem razmišljala, kje je zdaj, s kom je zdaj, spet je mogla mama moja prevzeti varstvo. Tako da, ja, soočanje s temi nekimi kompromisi, kaj ja, kaj ne, pa slabo vestjo, mislim, da se čisto vsaka podjetnica, ki je tudi mamica, bori. Zdaj je dosti lažje, zaradi tega, ker je pač že toliko večja. Zdaj že reče, ne, mami, daj mi mir. Ampak ja, so kar neki taki občutki za nazaj prisotni, da sem mogoče izgubila tisti en del pomemben njenega odraščanja. Ampak konec koncev tudi to je del življenja. Jaz tudi mislim, da je ona s tem, ko je videla, da sem jaz takšna, dobila neke kvalitete, pa neka prepričanja, pa mogoče neke vrednote, ki jih sicer pa nikoli ne bi. Tako da vsaka stvar je mogoče za nekaj dobra. Ne? Ena od glavnih vrednot, jaz mislim, da mi je še vedno odgovornost. Pač odgovornost torej v podjetništvu, do moje ekipe, do posla, do sebe konec koncev, do tega, kakšne obljube dajem, pa jih potem želim izpolniti in da so tiste obljube tudi na tistem nivoju, ki sem jih obljubila. Tako da to mi je ena od glavnih stvari, potem integriteta, zagotovo, zaupanje, napredek, to, da rastemo, da ne rastemo zdaj v smislu samo revenueja, ne, ampak rastemo v smislu nas kot osebnosti, kot naših kompetenc, našega znanja do tega, kaj lahko ponudimo na drugi strani stranki. Tako da to bi rekla, da so neke moje glavne stvari. No. Najbolj sem ponosna na to, da sem uspela mojo ekipo nekako tako skupaj obdržati, ker nekdo, ki bi videl vsakega posameznika v moji ekipi, bi rekel, tole ne bo pasalo skupaj, pa da ne vem kaj. Ker smo vsi različni med sabo, vsak ima v norc po svoje, ampak skupaj pa res ful dobro funkcioniramo. Tako da to je recimo ena od stvari, na katero sem ful ponosna, da je pač toliko enih različnih posameznikov tam in delamo za skupno dobro in da res mislim, da so zadovoljni tukaj, kjer so. To mi je tudi ful pomemben. Pa jaz mislim, da nisem imela nikoli neke izkušnje, da me ljudje oziroma drugi lastniki, s katerimi se pogovarjam za neke velike biznise, drugače gledajo samo zaradi tega, ker sem ženska. Oziroma nikoli res nisem imela občutka, da so se mi neka vrata zaprla, zato ker sem pač ženska. Je pa tudi res, da jaz iskreno verjamem v to, da se vrata ljudem odpirajo zaradi tega, ker so delovni, ker imajo določene kompetence, ker so mogoče tudi na pravem mestu v pravem času. Tako da mogoče je tudi to ena stvar, ki pomaga pri temu, da enostavno jaz ne dajem niti poudarka na to, da zdaj pa zaradi tega, ker sem nekega drugega spola, mi pa nekaj ne bo omogočeno. Ne vem, mogoče bi kdo kakšno situacijo vzel tako, ki se je zgodila v preteklosti, ampak se pravim, jaz nikoli ne polagam nekih pozornosti na to in grem jaz dalje. Jaz bi čisto vsakmu, ki se podaja na podjetniško pot, najprej rekla, daj probaj najprej iti v neko podjetje, pa probaj delati najprej ob boku z nekom, ki je podjetnik, ki nekaj ustvarja, probi se od njega čim več naučiti, probi kakšno stvar tudi zastonj narediti, samo zaradi tega, da se približaš tej osebi, pa najprej ugotovi, če je to sploh nekaj, kar ti sede, to je ena stvar, in če ugotoviš, da je to nekaj, kamor želiš iti, probaj čim več tistega znanja posrkati, zaradi tega, ker ti bo res krvavo koristilo potem na tvoji poti. Ne bi šla več v podjetništvo tako iz nule, sem tudi jaz probala, nisem uspela, ampak polka pa dobiš neka znanja, pa neke kompetence, v bistvu na plečih nekoga drugega je pa ful lažje. Čez 10 let, vidim se nekje na Bahamih, ne, hecam se. Po pravici povedan, ne razmišljam za 10 let naprej, zaradi tega, ker živimo v dobi, kjer se stvari tako hitro spreminjajo, da mislim, da je zelo neodgovorno do tebe, da si zastaviš neke cilje za 10 let naprej, pa potem stremiš k nečemu, kar je velika verjetnost, da se nikoli ne bo uresničilo, zato ker se bo svet tako spremenil. Ker znamo potem zelo se na to obesiti, ne, pa ne videti levo, desno.
Razmišljam bolj tako v smeri 2-3 let naprej. Rada bi sigurno s podjetjem presegla tisto magično mejo 1 milijona revenueja. Ponosna bi bila, če bi še naprej moja ekipa rada hodila v službo, bila zadovoljna na svojih pozicijah in tudi rasla skupaj s podjetjem. Pa moja vizija za naprej bi bila, torej, tako kot sem rekla, mi delamo z podjetji, ki prodajajo visoko, torej neke drage storitve ali produkte. In njim rešujemo pač tisti največji problem zagotavljanja nekih povpraševanj. In če bi mi čez 2-3 leta dosegli to, da kadar bi se lastnik pogovarjal o tem, da ima ta problem in da išče rešitev in da bi mi bili prvi, na katerega oni pomislijo, podpišem.